Lep pozdrav! Pester teden se počasi končuje in bil je zanimiv. To so novice tedna. Letošnja osrednja tema Svetovnega dneva voda, ki ga obeležujemo 22. marca, je bila Pospeši spremembo. Letošnji dan je bil posvečen pospeševanju spremembe za zagotovitev dostopa do pitne vode in sanitarno ureditev za vse ljudi na svetu. Po podatkih je vsaj 2 milijardama ljudi oteženo življenje. Ogroženo je njihovo zdravje, številni šole, podjetja, zdravstveni centri, kmetije in tovarne pa ne morejo varno delovati, saj ni upoštevana njihova človekova pravica do vode in ustrezne sanitarne ureditve. Voda vpliva na vse nas, zato moramo vsi ukrepati. Jaz, vi, vaša družina, šola in lokalna skupnost lahko pomagamo pospešiti spremembe na svetu, tako da spremenimo način uporabe in ravnanja z vodo v svojem vsakdanjem življenju. Kakšen odnos pa imamo do te življenjske dobrine? Ja, mislim, da se velika večina naših občanov zaveda pomena vode, kvalitete vode, ohranjanja vode. Tudi tega, da jo ohranjamo v svoji lasti. Tudi premalo varčen, tudi premalo. Takrat posodo pomivaš, kar teče, če na roke pomivaš. Jaz to šparam, recimo. Jaz jo pijem vodo, brez vsakega kakšnega dodatka. To je najbolj, pa da imam čisto vodo, da se lahko umijem. Ne le za pitje, zaenkrat imamo vode dovolj tudi za umivanje in pranje vozil, a vse to ni samoumevno. Soočamo se tudi že pri nas z določenimi omejitvami v poletnih časih, ker so suše prevelike. Obenem se pa v jesenskih ali pa spomladanskih obdobjih soočamo tudi s poplavami. Se pravi, nekaj pri temu ravnanju z vodami ni v redu. Treba je spremeniti tako politiko kot miselnost ljudi, dodaja Kekec. Veseli dejstvo, da je skoraj 30-milijonska naložba komunale in občin v minulih letih hidravlične izboljšave vodovodnih sistemov v Srednje Dolenjske za več desetletij prispevala k zanesljivi oskrbi s kakovostno pitno vodo. A smo pred novimi izzivi, iskanjem dodatnih vodnih virov, saj upada njihova izdatnost. Najbolj izrazit je na največjem vodnem viru, kjer je izdatnost v zadnjih letih iz 220 litrov na sekundo padla na današnjih 140 litrov. In seveda izpad teh litrov se pozna, prodaja vode, poraba vode raste. Zato z občinami, denimo Šentjernejsko in Geološkim zavodom Slovenije, pospešeno delajo na odkrivanju novih vodnih virov. Svetovni dan voda sicer letos sovpada z začetkom konference Organizacije združenih narodov o vodi od 22. do 24. marca v New Yorku, prvem dogodku te vrste po skoraj 50 letih. Krankovski gozd, skoraj 3500 hektarjev velik kompleks nižinskega poplavnega hrastovega gozda, je zaradi svoje izjemne pomembnosti uvrščen v Naturo 2000. Kot kaže, do skrajno zavržnih dejanj prihaja tudi na tem območju. Nanje je ob sredinem svetovnem dnevu voda opozoril direktor Zavoda za varstvo narave. Sem našel noter odloženo prikolico gradbenega materiala in plastike. To ne sodi v strogi naravni rezervat. Prosim, strogi naravni rezervat je narodova dediščina. To je stvar kulture naroda. A odloženi gradbeni material ni edini primer očitne kršitve, na katero je naletel v Krankovskem pragozdu, ki je z zakonom zaščiten že več kot 70 let. V neposredni bližini je tudi sveže posekano drevje in odstranjeno. Skratka, gre za krajo lesa in odlaganje odpadkov v stroge naravne rezervate. In jaz z tega mesta pozivam odgovorne, da ukrepajo. Kot je še dodal Oršanič, do posekov v Krankovskem pragozdu sicer prihaja vsakih nekaj let. Očitno v rezervat noter nekdo namenoma hodi že leta. In ne moramo nič ukreniti, da se to prepreči. In to ni vzdržno. Tudi županu sem povedal, upam, da bo župan po svojih kanalih vplival na to. O kraji lesa in odlaganju gradbenih odpadkov v gozdnem rezervatu je med drugim obvestil novomeško območno enoto Zavoda za varstvo narave. V primeru deponije smeti bomo komunicirali z lastnikom, glede na to, da imamo enega večjega lastnika v Krakovskem gozdu. Sicer pa prijavimo pristojnim inšpekcijskim službam, krajo pa policiji.
Le upamo lahko, da bo za povsem nesprejemljiva dejanja vendarle in naposled nekdo srečal roko pravice. 22. marca smo praznovali tudi Dan zemlje, zato so prejšnji konec tedna po številnih krajih potekale čistilne akcije. Tudi v novomeški občini, kjer so se akciji Očistimo sosesko pridružile prav vse novomeške krajevne skupnosti. Okolico so očistili tudi v najštevilčnejši novomeški krajevni skupnosti Drski. Akciji so se krajani pridružili, ker zelo preprosto, ljubezen do narave, do čistega okolja, to so dve osnovni zadeve v življenju, ki nas držijo nekje po konci. No, drugo je, sem član Planinskega društva Krka. Organizatorja dogodka sta sicer Mestna občina Novo mesto in Komunala Novo mesto. Čistilne akcije so se udeležili tudi planinci, v svoji krajevni skupnosti pa tudi novomeški župan. V naši krajevni skupnosti organiziramo vsako leto, se udeležujemo tega projekta. Zdi se mi pa, da je to predvsem pomembno zato, da se krepi ozaveščanje prebivalcev po čistem okolju. Prav je, da se zavedamo, da je to okolje samo eno, ki ga seveda dobimo v upravljanje, ga predamo potem zanamcem. Več ljudi, ko vključimo v to čistilno akcijo, več ljudi prav gotovo vse leto živi z zavedanjem, da je to naše okolje, naš odraz, naše kulture, našega zavedanja, odnosa do narave. Ozaveščenost ljudi glede čiste narave in okolice je tukaj ključna. Lahko rečem, da se izboljšuje, sem zadovoljen, kar se tega tiče. Če pogledamo za menoj, je vedno več ljudi, vsako leto več ljudi, vendar me žalosti, mladih ni. Mladi ljudje, ne vem, kje so, škoda, so preveč zadržani doma na kavču. Letos so pri čistilni akciji sodelovali tudi zaposleni na Mestni občini Novo mesto in skupni občinski upravi občin Dolenjske. Očistili so mestna sprehajališča, na informacijski točki Europe Direct Novo mesto pa so v skladu z Evropskim zelenim dogovorom akcijo podprli s čiščenjem okolice podjetniškega inkubatorja Podbreznik. V Straškem kulturnem domu pa je bilo v sredo vroče na javnem posvetu na povabilo občine. Občanom so namreč odgovorni predstavili načrte z umeščanjem betonarne na območju občinskega podrobnega prostorskega načrta v gospodarski coni Zalog. A krajani, predvsem so se zbrali najbližje živeči z tega območja, nameri naložbenika podjetja MG Gradnje ostro nasprotujejo. V civilni iniciativi Pod Lipo so prepričani, da gre za novo ekološko bombo. Glede na izkušnje, ki smo imeli z ekosistemom, se nam tukaj ponuja spet ena taka gradnja oziroma taka dejavnost na neustreznih zemljiščih, ki ležijo, ki nimajo niti osnovne infrastrukture dovoza in ležijo v Naturi 2000 in dejansko niti osnovnih pogojev ni na teh cestah, da bi lahko prenesli tak tranzit. Takšni objekti, trdijo v civilni pobudi, nikakor ne sodijo na kmetijska območja in naravne rezervate. Ceste, kakršne so, to so, recimo z novomeške strani so trije 90% ovinki v ozko, čisto ob naseljih, čisto ob hišah, tako da se bi s tem kvaliteta življenja po celi tej zadevi, pravzaprav po celi trasi spremenila za več kot 100%. Pripombe krajanov se ne nanašajo le na povečanje prometa, ampak izpostavljajo tudi onesnaženje z hrupom, potem je onesnaženje cement se praši, peski se prašijo, to se pravi, pride do zelo velike kontaminacije z prahom, takem ali drugačnem. In če vzamete to kmetijsko področje, se bo to prej kot kasneje vse napojilo s cementom. Krajanom sta namero naložbenika, ki projekta ni želel komentirati ne medijem, ne občinstvu, čeprav je sedel v dvorani, orisala projektant in izdelovalec projektne dokumentacije. Odzivov je bilo veliko, tudi burnih. Ne se norca delati iz tega zbora tukaj. Povedali ste, da ceno betona definira razdalje. Kam se bo vozilo? Kamionov bo. Če dalje več, vi lahko so blokte kar hočete. Ampak če se bo proizvodnja povečevala, se bo povečeval promet. Navzoči so bili ogorčeni nad odsotnostjo župana Dušana Krštinca. Občino je namreč zastopala direktorica občinske uprave Lidija Plut.
Investitor je na občini Straža vložil dvakrat zahtevek za izdajo mnenja k projektni dokumentaciji za gradnjo betonarne, ki je bila danes predstavljena, in dvakrat pridobil negativno mnenje. Zaradi tega, ker gradnja betonarne kot objekta v obstoječem odloku o občinskem prostorskem načrtu gospodarska cona Zalog ni dovoljena, ni dopustna. Bi pa bila sprememba OPPN-ja. V primeru, da se bo investitor odločil, da bo pričel s postopkom priprave sprememb in dopolnitev OPPN-ja, bo moral na občino podati formalno pobudo. Ali bo sprejet sklep o začetku priprave oziroma ali bo pobuda zavrnjena, bo odločal župan, je dodala. Krajani pa ne bodo dovolili takšnega posega v naravo, je v nagovoru poudaril Franc Plut. Jaz bi kar predlagal glasovanje. Kdo je za to, da se rečemo ne tej betonarni? Vsekakor bo zgodba z betonarno prihodnje še vroča. Ta teden je bilo kar nekaj posebnih dni. Generalna skupščina Organizacije Združenih narodov je 21. marec razglasila za Svetovni dan Downovega sindroma. Datum simbolno izraža genetsko posebnost tega sindroma, tretji dodatni kromosom na 21. paru kromosomov človeške celice, ki vpliva na posameznikove fizične in umske sposobnosti. V torek smo se tako družili z osebami z Downovim sindromom. V Sloveniji se osebe s to motnjo in sorodniki združujejo v društvu Downov sindrom Slovenija, v katerem so svoj dan vnovič obeležili s pohodom z baloni v 21 krajih. Na novomeški železniški postaji smo pospremili varovance VDC-ja, ki so se podali na prireditev v Trebnje. Zato, ker je prav, da se o tem govori, prav je, da spoznamo, prav je, da vemo o tem, prav je, da se zaveda družba, da so ljudje drugačni med nami, ki zmorejo ogromno. V Trebnjem so obeležili dan z malčki z vrtca Mavrica. Tudi v VDC-ju imajo kar nekaj varovancev z Downovim sindromom. Lahko z eno besedo povem, da so tu pravi sončki. To so srčne osebe, izredno prijetne, prijazne, čustvene in z njimi je delati pravi privilegij. Dnevu primerno, da pokažejo, da smo ljudje drugačni, so se tudi oblekli. Ja, danes je dan Downovega sindroma, imamo modre mačke, srajčke, balone, malo drugačne štumfe. Noge visim, imam različne, pa majsko, morda. Ker je tudi ne bo modro, če moram te prav povedati. Downov sindrom poznam zelo dobro, ker imamo v Trebnju tudi enega prijatelja, imenuje Mihata imam. Na sprehod z baloni do glavnega trga pa so se podali učenci osnovne šole Dragotina Keteja. Da obeležimo ta sindrom za podporo tem otrokom, da ljubezen ne šteje kromosomov. Tako da danes nas je prišlo 70 otrok, pa 16 učiteljev. 6 učencev ima Downov sindrom, tudi Lara, ki ji je všeč. To se zabavamo. Kaj se delate? Uživamo. Plešete, pojete? Vse šote. V središču mesta so se jim pridružili malčki z vrtca Labot. Danes je dan Downov sindrom. Zakaj pa modre balone? Zato, da bo bilo malo okrašeno. Prejemamo drugačne rodi. In sprejemanje drugačnosti se vsekakor začne pri najmlajših. V ponedeljek pa smo obeležili Svetovni dan ustnega zdravja. Njegov letošnji slogan je: Dobro ustno zdravje omogoča nasmeh v vseh življenjskih obdobjih. Stroka poudarja, da zdravega življenjskega sloga ni brez dosledne skrbi za ustno higieno in brez rednih obiskov pri zobozdravniku. Pomembnost ustnega zdravja so izpostavljali v čitalnici Metliške knjižnice, kjer sta delavki zdravstvenega doma in Centra za krepitev zdravja pripravili izobraževalni kotiček. Mi delamo na ustnem zdravju, promociji ustnega zdravja vsakodnevno, ampak danes smo se odločili, da sodelujemo za našo ljudsko knjižnico, tako da vsakega obiskovalca povabimo in predstavimo. Z našo kolegico smo pripravili zobne ščetke, zobne paste, pa ustne vodice, da jih bomo malo podelile in malo spodbudile naše otroke in odrasle k boljšemu ustnemu zdravju. Delili sta tudi nasvete za vzdrževanje dobrega ustnega zdravja.
redno obiskuj zobozdravnika, vsaj 2-krat letno, uporabljaj različne pripomočke za ustno higieno, od zobne ščetke do medzobnih ščetk, do ustnih vodic, kvalitetne zobne paste. Pomembna pa je tudi pravilna tehnika čiščenja zob, zdrava uravnotežena prehrana in uživanje nesladkih tekočin. Če imaš zdrave zobe, je tudi vse drugo zdravo, pa da imaš lep nasmeh. Mislim, če nimaš zobe poštimane, ti vpliva na celo telo. Če imaš gnile zobe, ti na vse organe vpliva. Da lahko imamo lep nasmeh in pomembni so zobje. Kako ti skrbiš za zdravje? Tako, da si jutro in zvečer umijem zobe. Vsak dan jutro in zvečer umivam zobe, pa ne jem preveč sladkega. Dosti skrbimo, da v vrtcu in v šoli jih naučimo, kako je treba umivati. Ja. Odrasli pa tako bom rekla. Moja generacija je zelo dobro, starejši pa malo slabše. Tako da pamet v roki za usta in zobe. Pri spominskem hramu na Javorovici se je prejšnjo sončno soboto zbrala množica ljudi iz vse Slovenije. Na spominski slovesnosti se je poklonila 113 padlim borcem 4. bataljona Cankarjeve brigade, ki so padli za svobodo pred 79 leti. Slavnostna govornica na komemoraciji, ki so se je udeležili svojci padlih partizanov in vsi, ki ohranjajo vrednote NOB, je bila podpredsednica vlade in zunanja ministrica Tanja Fajon. Morda kdo misli, da nam o pomenu boja proti nacizmu in fašizmu ni več treba govoriti, ker živimo v miru in svobodi, je dejala. A vsakodnevno dogajanje okrog nas in po svetu nas uči, da se zgodovina še kako prerada ponavlja. Mir ni samoumeven in svoboda ni trajna. Od tragedije na Javorovici, v kateri je padlo 113 partizanov, mineva 79 let. V letošnjem letu pa prireditev namenimo tudi pokojni Miši, ki je mirno zaspala v 101 letu. In prejšnji mesec smo k večnemu počitku pospremili tudi partizana Cankarjevca, tovariša Stankota Košljana. Nosilca partizanske spomenice 1941 in najstarejšega Šentjernejčana, ki je pomagal pri postavitvi spominskih obeležij na Javorovici. Vence so položile številne delegacije, tudi občinska. Ta tragični dogodek pa moramo ohranjati in se ga spominjati zato, da ne pozabimo sporočil, ki jih pošilja. Mir, svoboda in enakost niso samoumevni, vedno znova jih je treba graditi in se za njih, če je to potrebno, tudi boriti. Mnogi se vsako leto vračajo v najvišje ležečo vas v šentjernejski občini. Jaz sem v bistvu hči partizana in tudi v bistvu sem v združenju Zveze borcev in zaradi spomina in opomina na pretekle čase mislim, da tega ne smemo pozabiti, kar so naredili za nas partizani. Ti dogodki so bili takrat grozljivi in upam, da se nikoli več ne bodo ponovili, ker od enkrat 113 naših domoljubov pobitih zverinsko od okupatorja je nekaj groznega. Zato bodo, dokler bodo lahko, obeležili njihov spomin, poudarja. Svojevrstno pa spomine na preteklost ohranja dežela Kozolcev, prvi muzej na prostem s Kozolci. Junija bo zavod obeležil 10-letnico delovanja, ta mesec pa je prejel 2 pomembni priznanji. Prvo je prišlo v začetku meseca, ko je muzej dežela Kozolcev postal del največje slovenske družine muzejev in galerij Skupnosti muzejev Slovenije. Če se je mogoče v začetnih letih muzej dežela Kozolcev bolj navezoval na neke, bom rekel, sicer še zmeraj strokovne, ampak mogoče manj strokovne sorodne organizacije, inštitucije v Sloveniji, pa je naša naloga, da sedaj te izkušnje, ki jih imamo, nadgradimo ravno s povezovanjem z drugimi slovenskimi muzeji.
Drugo priznanje pa je prišlo pred tednom dni, ko je novomeška območna enota Zavoda za varstvo kulturne dediščine podelila ustanovam in posameznikom posebne zahvale za njihov pomemben prispevek k ohranjanju kulturne dediščine na območju Mirenske doline, med drugim tudi Šentruperskemu muzeju. Tudi tega priznanja smo mi zelo veseli. Muzej na prostem so še posebej bolj na udaru, ker so tukaj še vremenski vplivi in drugi vplivi, na katere niti ne moramo vplivati, ker ni niti zaščita možna. Zato smo veseli tega priznanja, da inštitucija, ki pa je najvišja v Sloveniji, to je Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, opazi ta naš trud, naše delo in ta napredek, ki ga je muzej v zadnjih letih dosegel. Ravno z muzeji na prostem si v Šentrupertu želijo povezovanja v prihodnje. Naša želja, ki je že nekaj let stara, je ta, da bi se v Sloveniji vzpostavila posebna mreža muzejev na prostem, ki bi potem skupaj nastopala kot vštric muzejev, ki niso na prostem, torej ki so v nekih večjih ustanovah zaprti. S tem bi bil naš glas slišan. Poleti ob 10. rojstnem dnevu pa v muzeju načrtujejo strokovna predavanja na eni in različne prireditve za širšo javnost na drugi strani. Vselej pa je pestro, tako ali drugače, v Olimpijskem centru Novo mesto, ki ima izreden pomen na nacionalni ravni, kar je bilo slišati ob obisku vodstev Olimpijskega komiteja Slovenije ter Atletske, kolesarske in triatlonske zveze. Center v Češči vasi obsega bazen v gradnji in dvorano, ki je trenutno zaprta zaradi sanacije strehe, saj je januarja klonila pod težo snega. Atleti in kolesarji naj bi dvorano Olimpijskega centra znova začeli uporabljati v 3 mesecih. V tem času naj bi bil dokončan tudi pokriti 25-metrski bazen, je pojasnil župan Gregor Macedoni. Pričakujemo, da bo tudi država v svojih prihodnjih mehanizmih, ki se nakazujejo po sprejetju ustreznega zakona, prepoznala pomen te infrastrukture. Veseli bomo tudi, kot smo danes slišali, če nas bojo pri tem podpiral Olimpijski komitej oziroma vse panožne zveze, katerim je seveda novomeška športna infrastruktura zelo pomembna. Kot je po obisku izpostavil prvi mož Olimpijskega komiteja, se novomeška občina zaveda pomena športa. Mu tudi pomaga v okviru možnosti in se zaveda, da je šport izjemno pomemben, ne samo kot neka gospodarska panoga z vidika promocije novega mesta, ampak tudi z vidika razvoja mladih ljudi, mladostnikov, ki se tudi skozi šport lahko oblikujejo v zrele in zanimive osebnosti, ki bodo lažje šle skozi življenje. Na velodromu lahko kolesarji trenirajo tudi pozimi, krožna dvorana pa je kot edina v Sloveniji omogočila izvajanje zimske atletike. Žal je prišlo do te nesreče ravno nekaj dni pred državnim prvenstvom, tako da tudi državnega prvenstva letos nismo mogli organizirati in ga bomo prestavili na jesen, na jesenski termin. Zdaj v tem času to za nas dejansko ni tak velik problem, ker fantje in punce že trenirajo na cesti, ne. Želim si, da bo dvorana čim prej postavljena, tako da bomo lahko prihodnjo zimo ponovno tekmovali na domačem terenu. Vsekakor si pa želimo v prihodnosti organizirati vsaj kakšno balkansko prvenstvo, mogoče tudi evropsko prvenstvo za mlajše kategorije, se ta dvorana to omogoča. Za razvoj triatlonca je v začetni fazi izrednega pomena plavanje, zato se v Triatlonski zvezi veselijo gradnje bazena v Češči vasi. Jaz mislim, da bo zajel celo regijo, ne samo Novo mesto kot mestno občino, ampak da bo triatlonski klub, ki že deluje tukaj in dobro deluje, imel veliko boljše pogoje za treninge in jaz upam, da v kratkem tudi tekme. Bazen bo tako predstavljal pomembno infrastrukturo za razvoj triatlona v Sloveniji. Ostajamo pri športu. Na brežiškem odru Doma kulture so podelili priznanja za najboljše športnike in športnice leta 2022. Drugo leto zapored je športnik leta občine Brežice postal metalec kladiva Jakob Urbanč, ki trenira pod vodstvom Vladimirja Keva. Pokaže se, da delo se poplača, da se splača delati. Na svetovnem prvenstvu v Kolumbiji do 20 let in pa državno tekmovanje, kakšno mednarodni miting. Bilo je finale svetovnega prvenstva in pa zmaga na državnem prvenstvu.
za člane. Pri športnicah pa je prav tako drugič zapored slavila karateistka Ela Petan pod taktirko Saša Vaša. Zelo lepo je, ne, da za svoj trud, za svoje delo pol dobiš tudi neke nagrade, medalje, ampak pol tudi tako, da lastno mesto te ceni tvoj šport, ceni tvoje trdo delo, delo tvojega kluba in veliko pomeni in sem zelo vesela. Stane Preskar je prejel nagrado za življenjsko delo na področju športa. Ja, res je tako. Vrnil sem se zadnje čase nazaj, spet delam z najmlajšimi. Po 30 letih, ker jiu-jitsu obstaja v globokem, pa je eno obdobje, v katerem lahko pogledamo rezultate, ki so bili v teh letih, desetletjih, kot ste sam omenil, narejeni in mislim, da imamo kaj pokazati. Sicer so v občini Brežice z razmerami za vadbo zelo zadovoljni. Mi imamo zelo dobre možnosti za trenažni del in za širok spektr športov, ki tudi v naši občini je. Pogoje imamo izjemne in tudi izjemne športnike, ker je mogoče tudi razlog s tem, da prav iz našega kraja prihaja dosti znanih imen v športu. Priznanje za ekipo leta v individualnih športih sta prejeli tekmovalki v jiu-jitsu Jedrt Jevševar in Maruša Rus ter mladinska ekipa nogometnega kluba Brežice. Zdaj pa na kolo. Letos mineva 30 let od izvedbe prve kolesarske dirke po Sloveniji, ki je bila leta 1993 organizirana v počastitev rojstva nove države, samostojne Slovenije. Dirka se je skozi leta nenehno razvijala v organizacijskem in tekmovalnem smislu ter danes predstavlja vrhunski športno-turistični dogodek. Na okrogli mizi ob obletnici dirke sta vtise in spomine na tisti prelomni čas predstavila zmagovalec prve etape na slovenski pentlji Gorazd Štangl in skupni zmagovalec prve dirke po Sloveniji Boris Premužič. Prav spomnim se ogrevanje tam pod milim nebom na ergometru pred novomeškimi tedaj že lokali. Nervoza, kajti vodil je do takrat mislim, da Robert Pintarič. Nervoza, ker je vodil seveda konkurent in ne domač tekmovalec. In potem veselje po mojem nastopu. Če zmagaš dirko, prvo dirko po Sloveniji, pa še glede na to, kako smo se to takrat pripravljali, motivirali, vsem je bilo to prvi cilj sezone, je krasno, to je nepozabno. Dirka je vsa desetletja vztrajno rasla in je danes eden največjih športnih dogodkov v Sloveniji, predvsem zaradi neumornih delavcev, entuziastov, ki so tudi v tistih najtežjih časih s prostovoljnim, predvsem z res prostovoljnim delom, premaknili tisto mogoče jeziček, da je tekmovanje šlo naprej in da se je organiziralo vsako leto. Kolesarstvo iz leta v leto pridobiva na popularnosti v Sloveniji, pri tem igra ključno vlogo tudi dirka po Sloveniji. Prireditve so tiste, ki seveda dvignejo prepoznavnost športa. Kolesarstvo je pač šport, ki se ne dogaja v dvoranah, ampak se dogaja na cestah. To seveda ni enostavno z organizacijskega vidika, treba je ceste zapreti za promet, na nek način pripeljati dirko med ljudi. Če pa seveda na takšni dirki nastopajo velike zvezde, potem je to vse skupaj veliko lažje. Že junija bo na sporedu letošnja dirka, ki bo imela 5 etap. Začela se bo v Celju, končala pa, kot je že tradicija, v Novem mestu. Za konec pa se zapeljimo na sončno stran Gorjancev. Komisija za članice prostovoljnega gasilskega društva Štrekljevec in tamkajšnja podružnična šola sta v četrtek povabili na prireditev v počastitev marčevskih praznikov. V gasilskem domu na Štrekljevcu se je včeraj plesalo, igralo in pelo ter recitiralo. Gasilci in šolarji prireditev pripravljajo že od leta 2010, obeležujejo pa vse marčevske praznike. 8. marec, materinski dan in pa dan mučenikov.
To je kulturna prireditev, pripravili smo jo s pomočjo podružnične osnovne šole Štrekljevec. Nastopajo naši učenci od 1. do 4. razreda, letos imamo 26 otrok. K prireditvi pa povabimo tudi bivše učence, ki obiskujejo že matično šolo. Na ta način pokaže, kako diha s krajem, kako sodeluje in da imajo krajani za svoje in pa da se tudi šola tako počuti. In vedno je prisrčno, prijazno, ker so to domači otroci, od tu pridejo jih pogledati starši in sorodniki. Kljub majhnosti podružnične šole, ki spada pod osnovno šolo belokranjskega odreda Semič, so otroci poskrbeli za krasen dogodek. Smo na to prireditev in tudi samo podružnico zelo ponosni. Trudimo se, da taka podružnica, čeprav je zelo malo učencev tukaj, da ostaja v taki obliki in da bo še dolgo časa v taki obliki delovala. Saj je pomemben del lokalne skupnosti. Tako kot je pomembno reči hvala vsem materam. Ne pozabite pa tudi, da se ponoči ura premakne za 1 uro naprej. Spanec bo tako malo krajši, dan pa zato daljši. Ostanite zdravi in v naši družbi. Lep pozdrav!